Iz svetega Evangelija po Marku. Bilo je 2 dni pred veliko nočjo in praznikom opresnikov. Veliki duhovniki in pismovki so iskali, kako bi Jezusa zvijačo prijeli in usmrtili. Rekli so: Ko je bil v Betaniji v hiši Simona Gobavca, je prišla žena z alabastrno posodico dragocenega olja iz pristne narde, strla je posodico in zlila olja na njegovo glavo. Nekateri so bili nejevoljni in so govorili med seboj: in hudovali so se nad njo. Jezus pa je rekel: Pustite jo, kaj ji delate težave. Dobro delo mi je storila, uboge imate namreč vedno med seboj in kadar hočete jim morate dobro storiti, mene pa nimate vedno. Kar je mogla, je storila, že naprej je zamazilila moje telo za pogreb. Resnično povem vam, kjerkoli po svetu se bo oznanjal ta evangelij, se bo tudi to, kar je ona storila, povedalo v njen spomin. Juda Iškariot, eden izmed 12, pa je odšel k velikim duhovnikom, da bi ga izdal. Ti so se razveselili, ko so to slišali, in so mu obljubili dati denarja. Iskal je torej, kako bi ga v priložnosti izdal. Prvi dan opresnikov, ko so klali velikonočno jagnje, mu rekel njegovi učenci: in pošlje 2 izmed svojih učencev, ter jim naroči: Pojdite v mesto in srečo vaju bo človek z vrčem vode. Pojdite za njim in kjer bo vstopil, recita hišnemu gospodarju: Učenik pravi, kje je moja obednica, kjer bi s svojimi učenci jedel veliko nočno jagnje. Pokazal vama bo veliko obednico, popolnoma pripravljeno, in tam nam pripravita. Učenca sta odšla. Ko sta prišla v mesto, sta našla, kakor jima je bil povedal, in sta pripravila velikonočno jagnje. Ko se je zvečerilo, je prišel z 12. Ko so bili pri mizi in jedli, je rekel Jezus: Resnično povem vam, eden izmed vas, ki z menoj je, me bo izdal. Užalostili so se in ga začeli drug za drugim vpraševati: On pa jim je rekel: Eden izmed 12, ki z menoj v skledo pomaka. Sin človekov sicer gre, kakor je o njem pisano, ali gorje tistemu, ki bo sina človekovega izdal. Bolje bi bilo zanj, da bi se ne rodil. Pri večerji je vzel Jezus kruh,
ga blagoslovil in razlomil in ga dal in rekel. Vzemite, to je moje telo. Vzel je tudi kilich, se zahvalil in ga dal in so vsi iz njega pili. Rekel jim je. To je moja kri, kri zaveze, ki bo kmalu za mnoge prelita. Resnično povem vam, ne bom več pil od sadu vinske trte do onega dne, ko bom v Božjem kraljestvu pil novega. Na to so zapeli zahvalno pesem in odšli na Olsko goro. Teda jim Jezus reče. Vsi se boste pohujšali, ker je pisano, udaril bom pastirja in ovce se bodo razkropile. Ko bom pa vstal, pojdem pred vami v Galilejo. Peter pa mu reče. Čeprav se bodo vsi pohujšali, se vendar jaz ne bom. Jezus mu odgovori. Resnično povem ti, nocoj to noč, preden bo petelin dvakrat zapel, me boš ti trikrat zatajil. On pa je še bolj zatrjeval. In ko bi bilo treba umreti s teboj, te ne bom zatajil. Prav tako so vsi govorili. Pridejo na pristavo, ki se imenuje Gecimani, in reče svojim učencem. Sedite tukaj, medtem bom molil. Vzame s seboj Petra, Jakoba in Janeza in se začne od strahu tresti in od groze trepetati. Reče jim. Moja duša je žalostna do smrti, ostanite tukaj in čujte. Na to je šel dalje, padel na zemljo in molil, da bi šla, če mogoče, ta ura mimo njega. Govoril je. Aba, Oče, vse ti je mogoče, vzemi ta kelih od mene, vendar ne kar jaz hočem, ampak kar ti. Vrne se in jih najde speče, zato pravi Petru. Simon, spiš, nisi mogel eno uro čuti, čujte in molite, da ne pridete v skušnjavo. Duh je voljan, toda meso je slabo. Spit je očev in molil, govori čiste besede. Ko se je vrnil, jih je našel speče, kajti njihove oči so bile dremotne in niso vedeli, kaj bi mu odgovorili. Pride še v tretje in jim pravi. Spite zdaj in počivajte, dosti je, prišla je ura, glejte, Sin človekov bo izdan v roke grešnikom. Stanite, pojdimo, glejte, ta, ki me bo izdal, se je približal. Takoj, ko je še govoril, je prišel Juda, eden izmed 12, in z njim velika množica z meči in koli, ki so jo poslali veliki duhovniki in starešine. Njihov izdajalec pa jim je bil dal to znamenje. Kogar bom poljubil, tisti je, njega primite in ga varno peljite. Ko je prišel, je takoj stopil k njemu in rekel. Rabi. In ga poljubil. Oni pa so stegnili roke po njem ter ga prijeli. Eden izmed zraven stoječih pa je potegnil meč, mahnil po služabniku velikega duhovnika in mu odsekal uho.
Iisus im je rekel: Kakor nad razbojnika ste prišli z meči in koli, da bi me prijeli. Dan na dan sem bil pri vas v templju ter učil in me niste prijeli. Toda pismo se mora spolniti. Tedaj so ga vsi zapustili in so zbežali. Neki mladenič pa je šel za njim, okrnjen samo z rjuho, pa so ga zgrabili. Toda ta je rjuho pustil in bežal. Jezusa so odpeljali k velikemu duhovniku in sešli so se vsi duhovniki, starešine in pismovuki. Peter je šel odaleč za njim, noter na dvorišče velikega duhovnika in sedel med služabniki ter se grel pri ognju. Veliki duhovniki in ves veliki zbor so iskali pričevanja zoper Jezusa, da bi ga obsodili na smrt, pa ga niso mogli najti. Mnogo jih je namreč po krivem pričalo zoper njega, toda njihove izjave se niso strinjale. Stali so nekateri, ki so zoper njega po krivem pričali. Mi smo slišali, Ali tudi tako se njihovo pričevanje ni strinjalo. Veliki duhovnik je stopil v sredo in Jezusa vprašal: Ne boš nič odgovoril na to, kar ti zoper tebe pričajo? On pa je molčal in ni nič odgovoril. Veliki duhovnik ga je znova vprašal: Ti si Kristus in blagoslovljenega. Jezus je odgovoril: Jaz sem. In videli boste Sina človekovega sedeti na desnici vsemogočnega in priti na oblakih neba. Veliki duhovnik je raztrgal svoje oblačila in dejal: Kaj nam je treba še prič? Slišali ste bogokletje, kaj se vam zdi? Ti pa so ga vsi obsodili, da zasluži smrt. Nekateri so začeli vam pljuvati, mu zakrivati obraz, ga biti s pestjo in mu govoriti: Tudi služabniki so ga bili. Ko pa je bil Peter spodaj na dvorišču, pride ena izmed dekel velikega duhovnika in ko je videla Petra, ki se je grel, ga je pogledala in mu rekla: Tudi ti si bil z Jezusom Nazarečanom. On pa je tajil. Ne vem in ne razumem, kaj govoriš. Šel je ven pred dvorišče in petel in je zapel. Ko ga je dekla spet ugledala, je začela okrog stoječim pripovedovati: Ta je izmed njih. On je pa spet tajil. Kmalu na to so spet tisti, ki so stali zraven, rekli Petru: Tedaj pa se je začel zaklinjati in prisegati:
Ne poznam tega človeka, o katerem govorite. In tako je Petel jim drugo zapel. Peter se je spomnil besede, ki mu jo je rekel Jezus. Preden bo Petel in dvakrat zapel, me boš trikrat zatajil. In začel je jokati. Precej zjutraj so se posvetovali veliki duhovniki, starešinami in pismovuki, ter ves veliki zbor. Jezusa so zvezali, ga odpeljali in izročili Pilatu. Pilat ga je vprašal: Ti si judovski kralj. Odgovoril mu je: Sem. Veliki duhovniki so ga v mnogih zadevah tožili. Pilat ga je spet vprašal: Nič ne odgovoriš, glej, koliko reči te tožijo. Jezus pa mu ni nič več odgovoril, tako da se je Pilat čudil. Za praznik jim je navadno izpustil enega jetnika, za katerega so prosili. Bil je pa nekdo z imenom Baraba, zaprt z drugimi uporniki, ki so bili ob uporu izvršili umor. Prišlo je ljudstvo in začelo prositi, kakor jim je bil vselej storil. Pilat jim je odgovoril: Ali hočete, da vam izpustim judovskega kralja? Vedel je namreč, da so ga veliki duhovniki izdali iz zavisti. Veliki duhovniki pa so ljudstvo naščuvali, naj jim rajši izpusti Baraba. Pilat je znova spregovoril in jim rekel: Kaj naj torej storim judovskemu kralju? Ti so zopet zavpili: Pilat jim je odgovoril: Kaj je vendar hudega storil? Ti pa so še bolj vpili: Ker je Pilat hotel ljudstvu ustreči, jim je spustil Baraba, Jezusa pa je dal bičati in ga je na to izročil, da bi bil križan. Vojaki so ga odpeljali na dvorišče, v sodno hišo in sklicali vso četo. Ogrnili so ga škrlatom, spletli krono iz trnja in mu jo dali na glavo. Začeli so ga pozdravljati. Bili so ga s trstom po glavi in vam pljuvali, poklikovali so in se mu klanjali. Ko so ga nehali zasmehovati, so mu slikli škrlat, ga oblikli v njegova oblačila in peljali ven, da bi ga križali. Prisilili so nekega mimogredočega moža, ki je prihajal s polja, Simona iz Cirene, očeta Aleksandrovega in Rufovega, da je nesel njegov križ. Pripeljali so ga na Golgoto, kar pomeni lobanjo. Dajali so mu vina, mešanega z miro, pa ga ni vzel. Nato so ga križali, ter si razdelili njegova oblačila, tako da so žrebali, kaj bi kdo vzel. Bila pa je 3. ura, ko so ga pribili na križ. Napis o njegovi krivdi se je glasil:
Judovski kralj. Z njim so križali dva razbojnika, enega na njegovi desnici in enega na levici. Tako se je spolnilo pismo, ki pravi, med hudodelce je bil prištet. Mimo gredoči so ga sramotili, zmajevali z glavo in govorili. Tako so se mu posmehovali tudi veliki duhovniki in pismouki, ter so med seboj govorili. Celo ona dva, ki sta bila z njim križana, sta ga sramotila. Ko je prišla 6. ura, je po vsej zemlji nastala tema do 9. ure. Ob 9. uri je zaklical Jezus z močnim glasom. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kar pomeni: Moj Bog, zakaj si me zapustil? Ko so to slišali nekateri izmed teh, ki so zraven stali, so govorili. Pritekel pa je nekdo, napojil gobo s kisom, jo nataknil na trst in mu dal piti ter govoril. Pustite, glejmo, ali pride Elija, da ga sname. Jezus pa je zaklical z močnim glasom in izdihnil. Zagrinjalo v templju se je pretrgalo na dvoje, od vrha do tal. Ko je stotnik, ki mu je stal nasproti, videl, da je izdihnil s takim klicem, je rekel: Resnično, ta človek je bil Božji sin. Bile pa so tudi nekatere žene, ki so daleč gledale. Med njimi Marija Magdalena, Marija mati Jakoba mlajšega in Jožefa ter Saloma, ki so v Galileji hodile za njim ter mu stregle. In veliko drugih, ki so prišle za njim v Jeruzalem. Ko se je zvečerilo, je prišel, ker je bil dan pripravljanja. To je pred soboto, Jožef iz Arimateje, ugleden svetovalec, ki je tudi sam pričakoval Božje kraljestvo. Pogumno je šel k Pilatu ter prosil za Jezusovo telo. Pilat se je začudil, da bi bil že mrtev, poklical je stotnika in ga vprašal, če je že umrl.
Ko je od stotnika izvedel, je truplo podaril Jožefu. Jožef je kupil tenčico in ga snel, zavil tenčico in ga položil v grob, ki je bil sekan skalo. Nato je zavalil kamen k vhodu v grob. Marija Magdalena, Marija mati Jožefova, sta gledala, kam so ga položili.